lahko vem, da imam ADHD? Se pravi, težave so prisotne na 3 področjih. Težave v vzdrževanju pozornosti, potem težave z motoričnim nemirom in pa impulzivnost. To pomeni, da nekako naše besede prehitevajo naše misli, da odreagiramo, še preden dobro premislimo, kaj v bistvu sploh bomo rekli, naredili. Ko sem bil v osnovni in srednji šoli, sem imel vedno težave s koncentracijo. Težko sem poslušal in sedel pri miru, medtem ko je nekdo počel nekaj drugega. Zato sem vedno razmišljal in počel čisto vse ostalo. Motil sem sošolke, sošolce, risal sem, trgal, rezal, lepil, mešal, solil, poprav, o čem jaz govorim. Je pa ADHD neka znanstveno dokazana zadeva. Ni to samo razlog, da nekdo reče, olej, ta razvajen mulc ima pa privilegije. Ne, seveda je to znanstveno dokazana zadeva. Gre za psihiatrično motnjo in dokazane so prav strukturne in nevrotransmitorske spremembe na možganih. Zato so tudi zdravila učinkovita. Poleg zdravljenja zdravili so pa zelo pomembne še psihosocialne intervencije, se pravi, če imamo mlajšega otroka, je zelo pomembno, da se educira starše, da se jih napoti v treninge starševstva, ker so taki otroci ponavadi kar izziv za vzgojo. Potem so potrebne prilagoditve v šoli in pa potem delo z otrokom oziroma z mladostnikom, da se nauči, kako reagirati v socialnih interakcijah, da se nauči obvladovanja svojih čustev, da se nauči nekako neke strukture tekom dneva, urnika in tako naprej. Res se zelo veliko ljudi lahko najde v tem opisu, o ADHD-ju pa govorimo šele takrat, kadar vse te težave tako hudo vplivajo na posameznika, da ima zaradi tega določene težave ali v šoli ali na socialnem področju. Se pravi, morajo biti neke resne posledice vseh teh simptomov. Zdaj grem pa k 2 mavričnima bojevnikoma. Ne, to ni neka risanka, ampak skupnost, ki se na strokoven način ukvarja z mladimi, ki imajo ADHD. Pomagajo otrokom, da se pač bolj razumejo z vrstniki, smo pa tudi otroci z motnjami. ADHD, Aspergerjev sindrom. Jaz prej sem šel na mavrične bojevnike, sem bil ful tak, tako meni je pač živc počel zaradi stvari, ki so bile tako modelo. Mislim, dej, ne vem, kako naj to opišem, samo tako ne splača se, ne. Na mavričnih bojevnikih pa tisko prvi let in drugi let in potem se počasi začneš in takrat je meni pokapil, tako po mojem zelo zgodaj, ampak sem se naučil obnašati. Kolikokrat na teden se ti zgodi, da je nekdo jezen nate zato, ker ga ne poslušaš? To se mi zgodi kar pogosto. Vsak dan. Ja, ne, to so tudi jaz sam pri sebi pogotovo, da zaplavam. Kolikokrat se ti pa na teden zgodi, da nekomu skočiš v besedo? Tudi velikokrat, vsak dan. A se lažje pogovarjaš ob tej igri, ali brez, ali ti je čisto isto? Ena. Ja. Kaj imaš vprašanje? Če lažje igrati ob igri, a ja? Ja. Tako no, odvisno zdaj za kakšne stvari. Jaz sem pri sebi opazil, da ko doma kaj delam 7-8 stvari od enkrat. Tako, ko se sprehajam po stanovanju in delam kle nekaj in potem se spomnim, jaz sem tam tisto nekaj delal in grem kaj in potem se spomnim 6-5 nekaj drugega in potem nobena stvar ni narejena, jaz pa cel zmatram, pa tam gledam vse nekaj na pol. Ali pa ne, hočem pospraviti omaro in pa ugotovim, da če hočem pospraviti omaro, rabim te stvari zložiti v to omaro, ampak v tej omari ni place in rabim prvo to omaro celo pospraviti, ker sploh ni moja omara, zato da lahko stvari dam poj kaj, zato da je moja omara pa v redu. Pač tako. Doma, ko se učim, tudi imam poj žogce v rokah, pa mi laži. Ko sem bila v osnovni šoli, sem se počutila drugačno, ker tudi nisem imela veliko prijateljev, z njimi smo se dosti kregali. V srednji šoli je pa že lažje, se pa družimo s prijatelji, s prijateljicami. Niti se nisem počutil drugačnega, sam verjamem pa, da folk je pa mislil, da sem drugačen. Nisem mogel sedeti, če se niso dosti ukvarjali z mano. Ne? A se ti kdaj zdi, da imaš tako kakšne prednosti, ker imaš ADHD? Jaz sem postala bolj kreativna, pišem zgodbe, pesmi. Dedi me je še z lesaniki naučil, tako da pa tudi delam z lesa izdelke. Ja, fiks, zagotovo. Mislim, imam prednosti, so slabosti, zato ker si tako, kar si, ne? Tako, živ. A se ti zdi, da imaš kot mavrična bojevnica kakšne super moči? Ja, da nasmejem ljudi stale s kakšnimi vici, potegavščinami. Težko je z mano biti, priznam tako. Že sama mrtve, že sam jaz vem, tako da ne bi glih rekel, da ima super moči. Je zase tako, dobro, ne vem, kako se to sliši, ampak jaz zase mislim, ja, da imam ADHD, sam
tako, ne verjamem v diagnoze pa te stvari. To je tako. No.